A ne veš, kaj je OnlyFans? Verjetno ne. Ljudje plačujejo, da me vidijo gola. V svetu bodočih internetnih modelov lahko viralnost naredi ali uniči tvojo kariero. Porezano ga je na način, da ne bi smel biti takšen. Mislim, da je bil to nož. Pokazali vam bomo pretep. On gleda na? In Govori o olju. Odkot prihajate? Od tam spodaj. Kaj je tam spodaj? Ne vem, kaj je tam spodaj? V redu. Zdaj ti bom snel rešilni jopič. Ima spodaj majico. Vi zdaj ne izkrcavate letala. Jaz bom izpraznil to letalo in aretirani boste zaradi nedovoljenega vstopa. Ali razumete to? Potrebujem odvetnika. To počnete, ker nisem sedela na pravem sedežu. In žal, teh 7 žensk, ki so jih ujeli na posnetkih policijskih telesnih kamer, se je na težji način naučilo, da zakon ne podpira ali dopušča kaznivega vedenja. Ne si me, prosim. Sprosti se. In juzedi se. Samo pusti me, da se usedem. V redu? Je kaj? Pomori, tisti, ki kliče zaradi trupla. Počakaj, je mrtev, je mrtev. Dobrodošli v oddaji Sidebar, ki jo predstavlja Law & Crime. Sem Jesse Weber. Samopromocija je v zadnjih letih postala vse bolj priljubljena karierna poteza. Seveda je, sami ste to videli, ni pomanjkanja tem za vsebine, ki bi jih lahko izkoristili. Ena od takšnih možnosti je, da postanete spletni model prek platform, kot sta Instagram ali OnlyFans. Znano je, da lahko s tem zaslužite resen denar. Videli ste članke, videli ste komentarje o tem. Ampak rekel bom, da z velikim vplivom pride tudi velika odgovornost. In če se odločite prekršiti zakon, bi lahko vaša slika postala naslednja viralna senzacija kot fotografija ob aretaciji. Zato želim, da ostanite z nami. Pripnite se, ker bomo skupaj pogledali 7 spletnih modelov, ki so jih ujeli na drugačni vrsti posnetka. Posnetek s policijske telesne kamere. Naš prvi primer nas popelje v Leonia, New Jersey. Ura je 1:24 zjutraj. In policist ustavi vozilo, potem ko opazi sumljivo vožnjo po cesti. Sedi v avto. Sedi nazaj v avto. Nisem poskušala voziti. V redu, sedi nazaj v avto. Kaj počneš? Lahko vidim vaše vozniško dovoljenje, prometno dovoljenje in zavarovanje. Lahko, imam dovoljenje, da sem tukaj. Seveda. Lahko si dode novo meni. Moja luč je tukaj. Tista. Zakaj si šel na zadnji sedež? Ampak izstopil si tukaj in šel na zadnji sedež. Ker običajno ne vozim z vozniškim dovoljenjem na zadnjem sedežu in tukaj ga imam. Ne. Ampak tvoja torba je bila na sprednjem sedežu. In moj vozniški je na tem sedežu. Ne vem, v redu. Običajno ga nimam zadaj. V redu. Ne bom spraševal. Odkot prihajate? Iz Oaklanda. Prihajate iz Oaklanda? Ja. In kam greste? Vračam se tja. Torej ste zapustili Oakland in ste šli, kam ste šli vmes, ko ste zapustili Oakland? Šla sem prijateljici domov in potem sem se vrnila. Je kakšen razlog, da ste na tej stranski ulici? Ker jaz ne živim ob glavni cesti. Ampak živiš v Oaklandu. Veš, v katerem mestu si zdaj? Ne, ponavadi samo uporabljam GPS. V redu. Torej te je GPS pripeljal po tej cesti. Ja. Na katero cesto bi moral iti? Na cesto, na kateri sem? Ne, v redu. Ker sem prišel gor in sem te videl, tebe. Tukaj si bil parkiran. In potem sem šel, sedel tam in imel si prižgane žaromete, odpeljal si se do konca ulice in potem je ta policist peljal mimo tebe in potem si se vzvratno odpeljal z ugasnjenimi žarometi. Torej samo poskušam ugotoviti. To je zato, ker so moji žarometi pokvarjeni. Voznik je identificiran kot Natalie Aguado in po navedbah policije je policist zaznal vonj po alkoholu v njenem dihu in opazil še druge znake opitosti. Hej Natalie, koliko si noče popila? Koliko sem popila? Recimo 2 šusa. Kaj? 2 šusa vodke. To je to? Ja.
V redu, in ti greš. Smo na varnem. In greš domov prav zdaj. Ja. V redu. In kje je bila hiša tvojega prijatelja? Bila je. Mislim, da v Hewitu. V redu. Ko je slišal za domnevni Natalijin nočni izhod, se policist odloči, da opravi nekaj preizkusov treznosti na terenu. Začenja s testom ravnotežja. Razložil in pokazal ti bom, kako se to naredi. Ne delaj ničesar, dokler ti ne rečem, prav? Samo opazuj me. Ko ti rečem, boš postavil obe nogi skupaj, tako kot jaz. Roke ob strani, tako kot jaz. Ko ti rečem, boš dvignil tisto nogo, ki ti je lažje. 15 cm oddal, tako kot jaz. V redu. Kako naj vem, koliko je 6 palcev? No, jaz ti bom povedal. Prav, ko ga dvigneš 6 palcev oddal, boš na glas štel do 30. V redu? 1, 1001, 2, 1002, 3, 1003, 4, 1004, 5, 1005, tako naprej do 30, prav? Imaš kakšne poškodbe, ki bi vplivali na tvoje ravnotežje? V redu, kar začni. Roke ob telesu. Ja, roke ob telesu in štejte na glas. 1, 1001, 2, Ampak moraš dvigati nogo. 1000, 2, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1800, 1009, 7000. Kar nadaljuj. 11000, 12000, 13000, 14000, 15000, 16000, 17, kar nadaljuj, dokončaj. 24000, 25000. 26 tisoč. 27 tisoč, 28 tisoč, 29 tisoč. Ja, lahko začneš. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Natalie, pridi sem. Razumeš, da se moraš s peto dotakniti prstov, ne? Peta do prstov. Sploh se ne dotikaš. Sploh se s peto ne dotikaš prstov. Boš to naredila? Imaš druge čevlje? Ali želiš to narediti brez čevljev? Lahko naredim brez čevljev? Lahko narediš brez čevljev, to je v redu. Kakor ti je lažje, kar ti bo pomagalo. Mislim, ona je... Pač. Boš v redu tako? Ja, v redu. Bom še enkrat očistila. Prav. Poslušaj, samo poskušam ti pomagati, prav? Začetni položaj. Začetni položaj. Začetni položaj bo, imaš prav? Je? V redu. Prav. Začetni položaj. Naredila bom tako, prav? Tako boš mogoče bolje videla. Prav. Tvoja leva noga, predstavljaj si, da je tam črta. Postaviš jo naravnost na to črto, prav? Desno nogo postavi pred levo nogo. Desno nogo. Ne ločim desne od leve. Tako da. Dotakni se pete. Peta ob prste. Ja, v redu. Torej, vsak korak mora biti takšen. Prosim, ne obsojajte me, ker ne ločim desne od leve. V redu si. V redu si. V redu. Samo ostani. Prav, ostani v tem položaju, imej roke ob telesu. Naravnost dol, da se dotikajo tvojih bokov. Ostani tako, dokler ti ne rečem, da začneš. Prav, ne. Prav, ko ti rečem, da začneš, boš naredila 9 korakov, pri katerih se peta dotika prstov, pri čemer se morajo dotikati vsakič. Štela boš 1, 2, 3. Pri 9. koraku boš pustila sprednjo nogo na mestu, z drugo nogo pa boš naredila več majhnih korakov. Poglej, kako jaz to delam, prav? Tako kot sem pokazala. Nato se boš obrnila in naredila še 9 korakov, pri katerih se peta dotika prstov. 1, 2, 3, vse do 9, prav? Medtem ko to delaš, glej navzdol, štejte na glas, dotikaj se pete s prsti. To je zelo pomembno, prav? Dotikaj se pete s prsti. Roke imej ob telesu in ne nehaj, dokler ti ne rečem, da začneš. Razumeš? Da, razumem. V redu, zavzemi začetni položaj. Tvoja desna noga na moji desni. Desno stopalo postavi tako, da je peta ob prstih. Prav to je najpomembnejši del. Prav, moraš poskrbeti, da vemo, kako daleč smo od doma. Prav. V redu, si pripravljena? V redu, lahko začneš. Peto postavi tik pred prste druge noge. Prekleta, ne hodim po olju tako kot to. V redu, lahko se vrneš.
Zakaj se smejiš, Mariji? Ker si naredila približno 20 korakov. Rekla mi je, naj pridem. Nazaj, prav Natali, spet obuj čevlje. Za Natali. Zdi se, da ima Natali težave pri več poskusih testa hoje in obračanja. Policist pristopi, da jo aretira. Obrnite se proti temu policistu. Dajte roke ob stran, tako, prav. Dajte jih za hrbet. V redu. V redu, Natalija. Trenutno ste aretirani zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Odpeljal vas bom na postajo. Tam vas bomo obdelali. V redu. Vse dobro. Jo želite na hitro preiskati in potem dati v moj avto? Hvala. Lahko ugasnete moj avto. Ja, bom to storil. Stojite tukaj. Hej, Deb. Ja. Poleg torbice, imaš še kakšen mobilni telefon, ki ga potrebuješ? Je v tvoji torbici? Imam 2 mobilna telefona. Sta v tvojem avtu? Ja. Kje bi lahko bili? Da jih lahko prinesem zate, da jih ne bi. Bili bi v moji torbici. Imam tvojo torbico. To je to. To je vse, kar potrebuješ iz avta. V redu, v redu. Samo preverjam, kje so tvoji mobilni telefoni. Kje bi bili, Natalija? Če bi se igral na tistem vozilu, bi bila 2 dobra dneva. Všeč mi je. Ja, Natalija, kje bi bili tukaj? Bili bi nekje, ne vem. No, mislim, nočem brskati po tvoji torbici. In tudi nočem, da ti brskaš po moji torbici, da bi videla, kaj je to. V redu. No, lahko ga vzameš ven, ko bova šla noter. Ja, super, v redu. Natalija je bila na koncu privedena na policijsko postajo na obravnavo in zdi se, da se je nasmehnila, ko je vstopila v stavbo. V redu, Natalija, to ti moram prebrati. Samo poslušaj, prav? V redu. Pridržana si zaradi vožnje pod vplivom alkohola po NJS-A 39450. Zakon zahteva, da oddaš vzorce svojega diha za testiranje, da se ugotovi vsebnost alkohola. Za koliko časa? Samo dovoli mi, da končam, prav? Ugotoviti vsebnost alkohola. Sestavljen bo zapisnik o odvzemu vzorcev diha, vključno z rezultati testa. Na vašo zahtevo vam bo izvod tega zapisa na voljo. Potem, ko boste dali vzorce svojega diha za testiranje, imate pravico, da si na lastne stroške izberete svojega zdravnika, ki lahko odvzame neodvisne vzorce vašega diha, krvi ali urina za neodvisno testiranje. Je to med tem časom ali potem? Potem. Povsem. Če zavrnete dajanje vzorcev svojega diha, boste prejeli ločen poziv zaradi zavrnitve. Sodišče vas lahko spozna za krivega tako zavrnitve kot vožnje pod vplivom alkohola. Če vas sodišče spozna za krivega zavrnitve, boste podvrženi različnim kaznim, vključno z odvzemom vozniškega dovoljenja do 20 let. Boste dali vzorce svojega diha? Da ali ne? Ja, seveda. Ali poskusiš kaj? Tudi svojega diha seboj, ali ne? Zakaj? Ja. Zakaj bi oddal vzorce izdihanega zraka? Ne vem, ker ste policistka. Imamo tablo za pisanje? Ti, ko imam najen film? S svojimi ušesi sem slišala, kako si zavila z očmi. Nisem zavil z očmi. Videla sem to. Tako začne policist spraševati Natalijo za osnovne podatke. Ona pa poda nekaj šokantnih priznanj. Natalija, ali tukaj živiš? Oakland? Ja. Ni tam notre? Ne. Preglejte, fantastično. Morda imamo pogrešano osebo? Prijava pogrešane osebe. Morda obstaja prijava, da ste pogrešani. Da. Zakaj? Pred kakšnima 2 dnevoma, ker moja mama ni vedela, kje sem. In ja, v redu. Ni problema. Ja.
Natalija, ali delaš? Ja, Kaj pa delaš? ali res želiš vedeti? Moram ti postaviti vprašanje. OnlyFans. Kaj počneš? Ukvarjam se s seksualnim delom. V redu. Je to stavba ali kaj? Ne veš, kaj je OnlyFans, očitno ne. To je to, ne? OnlyFans. To je Kot Instagram. Ampak v redu, torej. Je vse v redu. Ampak ljudje plačujejo, da me vidijo golo. V redu. Približno 10 minut kasneje se pojavi Natalija in poskuša zadremati na klopi. Natalija, bi se lahko usedla, ker zgleda, kot da boš legla tukaj, prav? Sela bom na svojo posteljo. Preden se zave, je čas za test alkoholiziranosti. Prav. Pridi sem in sedi. Želim, da globoko vdihneš in pihneš v ta ustnik z enim dolgim, neprekinjenim izdihom. Nadaljuj s pihanjem, dokler ne rečem stop. Razumeš? Prav, isto. Ne dotikaj se. Jaz bom naredil. Samo globoko vdihni. Daj ustnico okoli tega in pihaj. Nadaljuj s pihanjem. Pihaj, 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 močno ali še močneje. Moraš pihati. Pihaj, 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 nadaljuj, 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 gremo, gremo. Nadaljuj s pihanjem, 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 nadaljuj s pihanjem. Še malo, zadrži. Dobro, popolno, sedi. Si v redu? Ne. Samo smejala sem se, ker si govorila. Oprosti. Ne vem, kaj ne še rečem. Dej, pihaj. Oprosti. Po Natalijini nerodni izkušnji z alkotestom i policisti preberejo Mirandine pravice, medtem ko ugotavljajo, koliko je tisto noč popila. Kakšne alkoholne pijače imate? Pivo. Pivo. In truly. Pivo and truly. Truly. Veš, kjero pivo? Corona. Corona? Ja. Koliko vsakega misliš, da si imel? Ne vem, mislim, prišla sem tja okoli 4 in sem samo sanjarila v redu. In kje si bila? Pravzaprav ne vem. Šla sem tja, kjer je bil nek dogodek, na katerega sem nameravala iti in preprosto sem šla. Nimam pojma, kaj je to bilo. Sem pravim, ali je bila to restauracija ali hiša prijateljice, ali kaj na prostem? Bilo je nekaj v stilu bara ali restauracije. Ja, na Long Islandu. V redu, razumem. Torej nisi prepričana, koliko jih je bilo, kaj ne? In ne veš imena tega bara ali restauracije? Tako tesnjeno, draga. Oprosti. Ali veš, koliko časa je minilo med posameznimi pijačami? Naprimer, koliko časa si čakala, preden si spila naslednjo pijačo? Ne. Ali veš, torej, rekla si, da si prišla tja okoli 4? Ja. Torej, to je bilo. Prišla sem tja okoli 4. ure in takrat še nisem jedla. V redu, torej, v redu, mislim, da sem v prvi uri spila kakšna 2 ali 3 kozarce, potem pa se je to nekako umirilo. Torej, ob 4 bi bil tvoj, ja, to je tvoj prvi kozarec. In kdaj si imela zadnjo pijačo? Nisi prepričana. Imela sem jo verjetno, ko sem odšla. Se spomniš, kdaj si odšla? Ne. In kdaj si nazadnje jedla? Nisem. Nisi? No, kdaj pa je bilo to? Je bilo to recimo včeraj, dobesedno. Da ni bilo danes. Torej, je bilo to v nedeljo? Imela sem, jaz sem jedla juho z mamo okoli 18:30 prav. Včeraj. Sčasoma se Natalija začne sesuvati, ko se zave, kaj se dogaja. Nikoli nisem počela teh stvari, sam res zelo sem depresivna in podobno. Ja. In vem, da tega ne bi smela početi, veš. Ja. In ja, težko je nehati.
Še posebej, ko se zdi. Ko da konec, ko ti ni videti tako slab, veš? Ja. Ja, mislim, poslušaj zdaj, mislim, da je najlažje, kar lahko narediš, veš, recimo, da pošljemo policista k tvoji mami domov zdaj. Veš, ona bo, ja, žalostna, ker si očitno aretirana zaradi tega, ampak... Ne, pokaži mi, da je vesela, da sem živa, dobesedno, točno tako. Točno od jaz sem hotela priti. Torej, to boljša možnost, kot da bi policist potrkal na vrata in rekel, da veš, da si mrtva. Veš, prepričana sem, da je to zadnja stvar, ki bi jo kdaj želela slišati. Tako je, ona je, veš, latinsko-ameriška mama, veš, tako da. Razumem te. Vem, tudi jaz imam latinsko-ameriško mamo. Ni lahko, še posebej z njimi. Ni, ampak... Še posebej, ker tudi sama preživljam svoje sranje. Res je težko, da ne bi tudi ona svoje stvari navagala name. Veš, ja. Živi z njo, kaj ne? Ja. Dokler ena od naju ne umre. Ja. Ja. Ja, težko je, vem. Ampak res moraš razmisliti, kaj si želiš. In ja. Konec koncev se ne moreš spremeniti, zato ker si drugi to želijo. Veš, to moraš narediti sama. In to je težko za ljudi okoli tebe, ker bodo poskušali pomagati. Naredili bojo vse, kar lahko. Ona je najbolj trezna oseba, kar jih poznam. Tako težko je, ker me dobesedno duši s svojo treznostjo, razumeš? Ja, drugim ljudem je to težko razumeti, veš. Ja, razumem te, ampak ja, očitno moraš priti do točke, ko se moraš res vprašati, če je to tisto, kar si želiš. In veš, resnično upam, da je to zate dobra streznitev. Natalie Aguado je priznala krivdo za vožnjo pod vplivom alkohola in je morala preživeti 48 ur v centru za voznike pod vplivom alkohola. Uporabiti mora napravo za blokado vžiga za 15 mesecev in plačati skupno $790 kazni. Naš naslednji primer nas popelje v kraju Altamont Springs na Floridi. Ura je približno 1:15 zjutraj. Policisti so bili poslani v stanovanjski kompleks, potem ko je sosed slišal žensko, ki je kričala na pomoč. Ko se približujejo vratom, slišijo prepir v notranjosti. Jujo, mami, koliko dela sploh ni opravljenega? Vladeš, ležiš, majhne krvave pikice v tvojih ustih. 15, od 3:20 bomo zunaj BF. Pozdravljeni. Živjo. Dobili smo klic zaradi pritožbe, zaradi hrupa in slišimo vas, kako govorite v krvi. Zato smo tukaj. Mislim, kri je neki običajen, da, ampak v redu. Sam preveriti moramo, ali so vsi v redu, ker imate kri po vseh hlačah. Mislim, ja. Ampak kdo je še tukaj s tabo? Moj bivši fant. Ženska je identificirana kot 19-letna Autumn Staggard. In po navedbah policije je imel moški v stanovanju svežo ubodno rano v zgornjem levem delu prsnega koša. Kri pa mu je kapljala z vrha glave. Moški naj bi policiji povedal, da ga je Staggard ugriznila v glavo in mu z nožem porezala prsi. Zato so policisti Staggardovo pozvali, naj pride iz svojega stanovanja in z njimi govori na hodniku. Prepirali sva se, bili sva pijani, pili sva. Torej... V redu. V čem je bil prepir? Ne, da bi se večinoma spomnila večine, ampak večinoma je šlo za to, da je gledal druge ženske riti in podobno. Nič preveč pomembnega. V redu. Očitno je stvar postala resna, ampak... V redu, kako je pol dobil urezmine? Pravzaprav se ne spomnim. Se ne spomniš? Ne verjamem. Ne spomnim se. Se ne spomniš? Ne, poskušam to popraviti. Tako sem zmedena, da poskušam to popraviti, namesto da bi bila preveč diskrbljena zaradi tega. Prav. No, očitno je sveže. Kako se potem ne spomniš nečesa tako svežega? Tako sem zmedena, kot da bi to res naredila. Kaj si naredila? Ni bilo nič posebnega, ampak da sem ga prerezala na tak način, da je bil potem takšen, mislim, da je bil nož. Prepričana sem, nož je bil v tvoji roki. Ni bil v moji roki, bil je kar tam. Sam rekla sem, ok, nehaj. Kaj pa si počel z nožem? Videla sem te. Ne, bilo je prav tam, sem kot na. Pultu. Prav, v redu.
Ko policisti izvejo več o tem, kaj se je zgodilo, je Staggart pridržan v Lisicah. Očitno ni v redu, ker poskušamo izvedeti še kaj več. Trenutno, ker je opleten nož, niste v Lisicah. Vem. Ste pa školovani? Ne, kolikor vem. V redu, kaj mislite s tem, kolikor veste? Pijana sem toksična, ampak nisem omamljena, vendar mislim, da nisem naredila tega. Kaj se dogaja z vama trenutno? Samo oprosti. Great. Ker sta bila pijana v baru in je hotel iti po nekaj bankovcev. Bilo je zelo nerazumno. In vem, da to ničesar ne popravi, ampak vem. V redu, no, ker si v Lisicah, ti moram to prebrati. To ne pomeni, da bo iz tega kaj, ampak ker si v Lisicah, ti to moram prebrati. Imaš pravico molčati. Vse, kar rečeš, se lahko uporabi proti tebi na sodišču. Imaš pravico, da je odvetnik prisoten zdaj ali kadarkoli med zaslišanjem. Če si odvetnika ne moreš privoščiti, ti bo dodeljen brezplačno. Poleg tega imate pravico, da prenehate odgovarjati na vprašanja. Ali pa se kadarkoli pogovorite z odvetnikom. Ali to razumete? V redu, v katerem baru smo? Kako ti je ime? Adam Staggart. Adam, v katerem baru sta bila? Kistel, v nakupovalnem centru. Je nekaj kot grafiti. Kot v nakupovalnem centru ali kot na ploščadi spredaj? Na ploščadi. V redu, to je verjetno grafit. Nekaj čudnega. On ve, jaz pa ne. V redu. In sta se tam začela prepirati? Ja, v redu. Povej mi, kako je to potekalo. Bil je z drugim prijateljem in pokazal je sliko, jaz pa sem rekla, v redu, če to ni v redu. On pa je rekel, karkoli, jaz pa samo v redu. Potem sva samo nadaljevali od tam naprej. V redu, kaj misliš s tem, da je pokazal sliko? Je gledal nekaj na Instagramu ali Facebooku ali kaj podobnega? Kaj je bilo to? Bilo je v redu. In to te je vznemirilo? Ja. To ni razumno. Razumem. Zato grem v zapor. Vem, ja. V redu, trenutno samo poskušam ugotoviti, kaj se je zgodilo. Ampak ker je vpleten nož, zaradi moje varnosti in varnosti vseh tukaj, če je vpleten nož in pravite, da imate nož... Sem v svojem stanovanju. Lahko grem v svoje stanovanje, ampak razumem, kako deluje zakon, zato me ne morejo kar izpustiti, tako da vem. No, še ne, mislim, še vedno moramo ugotoviti, kaj se je zgodilo, ker vas ne poznam, nisem bil tukaj med prepirjem, ne vem, kaj se dogaja. Vem. V redu, torej bili ste v baru in ste se prepirali, kaj se je zgodilo potem? Preprosto sem šla naprej. Nekaj časa sem to ignorirala in ko smo prišli domov, se je začelo stopnjevati, zato smo začeli več govoriti in jih še bolj izzivati. Tako sem si rekla, v redu, in sem začela govoriti. Obe smo začeli o tem več govoriti in postala bolj napeta. V redu. Kdaj je prišel v igro nož, kako se je to začelo? Pravzaprav zelo nedavno, ko je bilo samo še pusti me pri miru. Sam pusti me pri miru, ker ni bilo tako, mislim, upleten je bil nož. Očitno bom šla v zapor, pa šla bom v težave, ker je bilo to pravo orožje. Ampak, ko se je to dogajalo, je bilo bolj tako, kot da mi daš roko okoli vratu, da me zadušiš, da se prepričaš, kot da je zahteval svoj ključ nazaj, čeprav se bova tako ali kako skupaj vselila. Torej je to moje stanovanje, v redu. Mama največ kazal za te stvari, ampak mu nisem vrnila ključa, zato me je hotel zadaviti, da bi bil prepričan, da dobi ključ nazaj, kar pa v nobene primeru ni v redu. Ampak vem, da sem jaz naredila hujše stvari. V redu, dovolj, da ti dvignem glavo, samo za trenutek. Imaš kakšne poškodbe? Mislim, da ne. V redu. Ki lahko odmaknem lase na stan? Ne, kar nadaljuj. Kje je nož? Je v predalu. Moralo bi biti na njem sveža voda. Videti je, da je bil opran. Ja, to v redu. Ne vem, kaj bom naredil s tem. Lahko to vržeš skupaj z ostalimi stvarmi. Mislim, da ja. V redu. Torej se prepirate glede ključa. Ja, taj ne? V redu. In videla, kot slišim, sta verjetno pravkar imela prepir ali pa sta morda tik pred razhodom. On želi svoj ključ nazaj. In kaj se zgodi potem? On se sam še stopnjuje, bolj v smislu, ko da rečeš, pid ven. In jaz rečem ne. Ker takrat sem tudi jaz čutila, da je to moj stanovanje. Podpisala sem najemno pogodbo, ampak to je tudi moj stanovanje in moje mnenje šteje. Zato sem rekla ne, prav? In on je bil kot prav, nimaš izbire. On me poskuša vreči ven, da roko okoli mene, poskuša me vreči ven v bistvu. Ne uspemo, zato rečem, pusti me pri miru. Odmaknem ga od sebe, ga odstranim sebe in ne uspemo. Na mizi je bil nož, ker sem prej delala sendviče, rezala sir in vse ostalo. Na mizi je nož, kupon mi in vse ostalo, zato ga večem manj. Nisem mislila, da se bo dejansko zapičil ven. Mislila sem, da je to bolj kot neka samoobramba, samo da bi ga odgnala stran, kot da ga imam v roki. V redu, torej si v kuhinji pri ponvah, kjer je nož. Kje je on v tem trenutku? On je na istem mestu kot prej, prosti. On se vrne in reče, v redu, porezala si me, joka in vse. Pravim, pred tem, kje je stal, pa si vrgel nož?
Torej, jaz sem tam. Če je to kuhinja, je to otok. V redu, torej, jaz sem v kuhinji, otok je vmes. On je tam, kjer so bolj vrata do spalnic. Ne spalnica, bolj kot vrata v otoku. In govori, naj mu vrnem ključ. In gre proti meni. V redu. In zagrabim nož in rečem ne. Je kaj rekel, ko si ga vrgel? Nisem ga vrgla. Pravkar si rekel, da si ga vrgel, rekel si, da si ga vrgel ven. In potem si se popravil. Ne, nisem ga vrgla. Držala sem ga v roki, bilo je bolj kot sama obramba. In samo rekla sem ne. Torej nisem ga vrgla, ne. Katere slike želiš otežati? Ja, to mora iti z nami. Moral bi biti eden izmed sivih, sem mislil. Eden izmed sivih povsem je prekrit s svežo krvjo. V redu, je bil to tisti nož ali eden izmed sivih? Res ne vem. Če ima svežo kri na sebi, je verjetno tisti, torej. Ja. Je kot. V redu. Torej, kar ste mi povedali pred trenutkom je bilo, da je nož ležal v ponvi, on je bil pri vratih in vi ste ga vrgli, pa niste mislili, da se bo zapičil. Ne, nisem ga vrgla. Ne, nisem. V redu. Torej ga niste vrgli? Ne, ni bilo metanja. Ves čas je bil dovolj blizu mene. V redu. Tudi kasneje je bil dovolj blizu mene. V redu. Vse je v redu. Tako da to naredim, potem pa da poberem in rečem ne in potem gre kamorkoli je že šlo, nekje na tem območju. Torej, ves ta čas sediva tukaj in to počneva. In on mi govori, naj ne pomagam, naj nič ne naredim, niti naj ne pokličem rešilce. Jaz pa rečem ne, moram vedeti, kaj se dogaja. Ker sem ugotovila. Kako je prišlo do poškodbe na njegovi glavi? Poškodba glave se je dejansko zgodila veliko prej. Bilo je bolj tako, da me je dušil in sem ga ugriznila v glavo, ker me je istočasno dušil. Tako da sem ga takrat ugriznila v glavo, da bi ga spravila stran od sebe. Povej mi, kako si lahko ugriznila nekoga v teme, če te duši? Torej, duši me in v bistvu me ne duši, ne vem, tehnično gledano me duši pa tudi ne. Torej, duši me in je nekako pod mano, tukaj spodaj. Verjetno. Torej, drži me. In jaz sem se sklonila in ga ugriznila, da bi me spustil. Nisem ga mogla prijeti za roko, zato se je res spravil name. Samo sem rekla, spravi se z mene. In sem ga ugriznila. Potisnila sem ga, brcnila sem ga, vse. Torej, če se malo vrnem nazaj, želim se prepričati, da mi je vse jasno. Torej, vi ste v baru in se prepirate, ker je on gledal zadnjico na Instagramu. V resnici sta se prepirala pri šanku. Pri šanku je bilo bolj kot nekakšna iskra. Ni šlo ravno za to, da bi delala sceno, ker sem to ignorirala in nisem nič rekla. Prav. Torej, bilo je po celem baru, v javnosti. Ko sva prišla domov, pa je bilo vse skupaj bolj intenzivno. Kdo vam je? On je moj fant. V redu. Kako dolgo ste že skupaj? 2 leta. V redu. In tudi ti živiš tukaj? Mi smo potem pa smo se odselili, torej se ločujemo. In potem sem se nameravala v nekaj dneh dejansko vrniti nazaj. Torej, trenutno živiš nekje drugje? Trenutno živim 2 koraka stran. Tukaj misliš? Ne tukaj, ampak v drugi stavbi zraven. Ampak kar hočem reči je, da trenutno ne živiš v tem stanovanju. A ne, ja. Mislim, ja, ampak nisem. Kam gre tvoja pošta? Kam gre tvoja pošta? Odkot prihaja tvoja pošta? Pravno gledano gre v drugo stanovanje. V redu. Super, to je zame refeno. Redu. V redu, torej vi pridete sem, nekaj niste prepričani kaj, povzroči, da se prepir znova razplamti, ko pridete sem. No, gasilci ga bodo pregledali. Trenutno zgleda, da ima kar nekaj, veste, precej globokih urez z njim, ampak ga bomo pregledali. Mislim, da je samo ena, ampak ja. No, ima tudi eno na vrhu glave. V redu, samo prepričati se želim. V redu, torej vi se vrnete sem, nekaj, veste, ponovno začne prepir, nekaj v smislu, da rečete, da boste sedeli tam, kot da je to normalno in potem se stvari spet razplantijo. Kje sta bila takrat? Takrat sva se samo prepirala, sem in tja. Spalnica, kuhinja, dnevna soba. Takrat sva bila verjetno bolj med kuhinjo, spalnica in kopalnica, saj so ti prostori tik drug ob drugem, sem in tja. In kaj ti ona odgovarja na to, kar govoriš? In če se ne spomniš, lahko nekako povzameš, ali pa če se sploh ne spomniš. Ne spomnim se točno, ampak vem, da je bolj obrambno kot karkoli drugega, ker je običajno tako. Ampak ni tako, sem prava, veš, jaz... Tako. Prav, bom vzel nekaj informacij od tebe, ti si... Arkire eno od naju. No, trenutno še vedno ugotavljamo, kaj se je zgodilo. Z njim sploh nisem govoril, tako da nimam njegove plati. Zgodbe. Potem želi aretirati eno od naju, kaj ne? To je odvisno od izida preiskave. Z njim nisem govoril, zato ne vem, kakšna je njegova plat zgodbe. Ko Kostnica govori z Otominim fantom, se zdi, da takrat začne postajati nemirna. Mi je dovoljeno izvedeti, kaj se dogaja.
Kaj želiš vedeti? Zdravstveni razlogi. Cool. Zenž. No, zabodel je. Mislim, nisem zdravniški strokovnjak. Ampak, a lahko vseeno zvem, kaj pravijo. Seveda, ampak ne vem, kaj pravijo. Ravno so prišli. Zdaj to vem. Pa... Ali lahko odpremo vrata, samo opazujemo ter poslušamo, kaj bodo rekli? Ne, ni razloga za to. Avtom na to pokaže, da ji niso tuje aretacije zaradi družinskega nasilja. Vem, da so najo aretirali in da je za policiste obvezno, da nekoga aretirajo zaradi družinskega nasilja. To vem. Zato bi rada vedela, zakaj to tako dolgo traja. No, moramo opraviti temeljito preiskavo. Seveda bodo izbrali mene, ker sem ženska, tako da... Tako to ne deluje. Vem, da deluje. No, to je nezakonito na toliko načinov. Ja, nimam nobenih ran, zato vem, kako deluje. Nimam prav nobenih ran. To ne pomeni ničesar. Pa vendar pomeni, o čem govoriš? Rekli mi bodo, da se samo pretvarja brez razloga. Torej, vedno blizu, tako je vedno. Si bil že kdaj aretiran? Sem bila, ja. Zakaj? Ista stvar. Z isto osebo? Da. In do tega pride, potem pa to opusti. Zadnjič je to opustil. Tokrat tega ne bo opustil, ker sem z njim opravila, ampak je malo drugače. V redu. Ampak kdo je začel pretep? On, mislim. Da je on opustil. Igraš? O je? Prav, v redu. Ampak mislim, da to tudi ni isto, ampak vseeno bo povzročilo nekaj jeze. Torej. Prav, koliko si star? 19. 19. In si tega tipa že dvakrat napadal. Napadal sem ga, pravzaprav sem ga tokrat prvič poškodoval, ampak... Si rekel, da si ga zadnjič zabodal, ne? Ne, zadnjič ne, nisem. Ne, se vprašam, ne. Kaj si naredil, kaj ste vi, kaj se je zgodilo zadnjič? Zadnjič sva se samo sprla. Misliš pretep ali samo besedni prepir? Bilo je. Mislim, pravijo, da je bil pretep, ampak je bil bolj besedni preter. Ampak si bil aretiran, ja? In zakaj? Nasilje v družini. To je to. Mislim, da mora biti še kaj več za tem, ne? Res? Nič se ni dogajalo. Nisi položila rok nanj. Nisi položila rok nanj? Jaz sem položila roke nanj, ampak ni bilo kot kravi pretep. Bilo je bolj kot umakni se od mene. Prav. Ampak so to vseeno upoštevali. Tako je. No, tole je bilo resno nož, ampak... Taja, se strinjam. Vi pogosto pijete? Ja. Koliko je star? On, star je 21, jaz sem stara 19 in pijemo skoraj vsak dan. Torej, pri družinskem nasilju morate nekoga aretirati, kaj ne? Vse je odvisno od okoliščin, ampak večinoma je tako. Torej, ni možnosti, da bi me izpustili in bi šla samo v svoje stanovanje. To je to. Zvezna država Florida pravi, ne? To je odločen, ne? Vendar pa moramo še vedno opraviti preiskavo. Torej... Dokler to ni zaključeno, ampak jaz... Ne morem govoriti v imenu nikogar. Kaj si rekel? To je tisto, kar je vaša preiskava. Vse, kar počnete, je, da postavljate vprašanja, potem pa gre vse naprej. Zato smo plakani. Ne zato ste plačani. To je le eden od delov vašega dela, ni pa večina. Če ti tako praviš? Torej, moram res ves čas masiti lisice. Absolutno. Na koncu Autumn odpeljejo do policijskega avtomobila. To je super. Katera? Tisti Explorer tik pred tabo, ti bo šel na sovoznikovo stran zadaj. Koliko časa do zaslišanja naslednje jutro? Tega ti ne morem povedati. Lahko bo hitro zaradi covida in vsega tega. V torbici ni ničesar, kar ne bi smelo biti tam, ne? Mislim, da ne. Autumn Staggart je ni oporekala obtožbam za poskus umora prve stopnje s predhodnim premišljanjem in za prirejanje materialnih dokazov. Obsojena je bila na 3 leta zapora, nato pa še na 2 leti pogojne kazni z elektronskim nadzorom v prvih 6 mesecih. Kar se tiče OnlyFans, Autumn trdi, da je svoj račun ustvarila po prestani kazni. Torej, morda aretacija, ne vem, marketinška poteza? Kdo ve?
Kakorkoli, pojdimo naprej. Naslednji incident nas popelje v Jupiter na Floridi. Tik po sončnem zahodu pripadniki patrulje za varstvo rib in divjadi opazijo vodni skuter v vodi. In po floridski zakonodaji osebna plovila, kot so vodni skuterji, ne smejo pluti od pol ure po sončnem zahodu do pol ure pred sončnim vzhodom, tudi če imajo luči. Zato so ga policisti ustavili. Nehaj gledati tja, tam ni ničesar, kar bi te rešilo. Moram te slišati. Prav, pridi sem. Tukaj mi je v redu. Prav, hvala. Tebe. Pridi noter. V redu, kam gremo? K meni domov. K tebi domov. Hvala Bogu. Hvala Bogu. V redu. Zakaj? Zakaj, hvala Bogu? Popravil je svoj začetek. Ja? Kdaj bi moral zapustiti vodo? Približno pred minuto. Ja, približno pred minuto. Odkot prihajate? Od tam spodaj. Kje je tam spodaj? Ne vem, kaj je tam spodaj. Samo poskušala sem povedati. Ne razumem, ampak odkot si prihajal? Tako grem pred vhod v laboratorij. Mi smo bili ves dan na peščini. Ti si bil pri nekomu doma? Si bil v restauraciji? Ali si se samo vozil naokoli? V redu, to je v redu. Dajte mi vaše vozniško dovoljenje in prometno dovoljenje. Ženska je identificirana kot Lauren Lila, ta Instagram vplivnica, katere vsebina se osredotoča na ribolov. Nazaj na vodi začne policist spraševati Lauren, ali je pila alkohol. Verjetno sem spila 2 pivi. 2 pivi? Kje pa? In ob kateri uri? Eno doma, eno z ledom. V redu, in koliko si danes pil? Ali pa jedel danes? Ja. 9, 8, 3, 7, prav tukaj pravzaprav. Si danes veliko jedel? Ja. Veggie taco. Lepo. Torej se policist odloči, da je čas, da Lauren opravi preizkuse treznosti na terenu. Tokrat pa so na vodi, začenši s testom gibanja oči. Gledate sem, gospa. Potrebujem, da pogledate sem. Ti tako daleč z očmi ne morem. Tako daleč z očmi lahko pogledaš, obljubim ti. V redu, če samo še naprej gledaš tukaj. V redu, vidiš to, sledi temu vse do konca. Ne poskušaj gledati s perifernim vidom. Hočem, da pogledaš naravnost van. Razumeš? Seveda, v redu, gremo. Tako je. V redu, naslednja stvar, ki jo bomo naredili, se imenuje prst na nos. V redu, naredi pest, tako, naredi pest, kot jaz, in iztegni prst. Tako kot to, z obema rokama. V redu, spusti jih ob telo. Tako, ostani tako. V redu, prav, se razumemo. V redu, prav. Ko vam rečem, da začnete, boste nagnili glavo nazaj. V redu, 45. Ko vam rečem, da začnete, boste nagnili glavo nazaj za 45 stopinj in zaprli oči tako. Razumete? Ja, v redu. Ko vam rečem, boste uporabili konico svojega prsta. Prav, želim, da pogledate. To je konica vašega prsta. V redu, to je konica vašega prsta, tukaj. To je blazinica, to je stran, to je konica vašega prsta. Razumemo? S konico svojega prsta se boste dotaknili konice nosu in nato prst spustili nazaj dol, ko vam povem, katero roko. Ali želite, da vam to še enkrat razložim? Razumete to? V redu. Da, prav. Torej, ko vam rečem, da uporabite levo, boste, ko rečem levo, uporabili levi kazalec. Ko rečem desno, boste uporabili desni kazalec. Se razumemo? Da. V redu, prav. Začni. Lepo. Imej zaprte oči. V redu, kar udruži to. Desno. Kar odloži to. Levo. Kar odloži to. Desno. Kar odloži to. Desno. Kar odloži to. Levo. Kar odloži to. Kar odpri oči. Prav. Naslednja stvar, ki jo bomo naredili, se imenuje preizkus z dlanmi. Eno roko položi na drugo. Tako, v redu, tako. Ostani v tem položaju, medtem ko razložim navodila. Prav?
V redu. Ko ti rečem, boš vzel zgornjo roko, prav? In jo boš obrnil tako. In boš štel 1. Potem jo boš obrnil nazaj in štel 2. Roke naj ostanejo vzporedne. Razumeva? Prav? Pokazal bom še enkrat, pazi. 1, 2. Tako boš štel. Razumeš? Ja, prav. Sporedno s tvojo roko. Ta roka tukaj bo ostala sporedna, torej bo naredila točno tako. Prav. 1, ne, ostani tukaj in bom jaz naredil. 1, 2. 1, 2. Razumemo? Nadaljeval boš s tem. In ko to delaš, boš postal hitrejši. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ne nehaj, dokler ti ne rečem, da nehaš. Razumemo? Ja. Ali razumemo navodila? Da, v redu. Kar začnite. Ena, dve, ena, dve, ena, dve, ena, dve. Ena, dve, ena, dve, ena, dve, ena, dve, ena, dve, ena, dve. Ena, dve, ena, dve. V redu, kar začni in ustavi. Torej, iz tega začetnega položaja boš štel 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8. Končam z levo pestjo na sredini, razprem dlani in jih položim na stegna. Ali razumemo? Da. Kar začni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Policist sumi Lauren, da je vozila čoln pod vplivom alkohola, zato jo privede v pridržanje. Ampak, v redu, kako si pod vplivom? Torej, naloga, ki smo jo pravkar opravili. V redu, gospa, niste, pokazali ste znake, dovolj namigov, da pokažete, da so vaše običajne sposobnosti okrnjene. Morda ste popili le 2 ali 3 pijače, vendar morda v kombinaciji z vašimi zdravili. Ali z vašimi zdravili. Karkoli že bilo, vendar so vaše običajne sposobnosti okrnjene, gospa. V redu. Torej ja, trenutno ste bili aretirani ob 8:05. Imate obvezno 8-urno pridržanje. Tako boste lahko ob 4:30 zjutraj izpuščeni z Gun Cluba na lastno odgovornost z datumom sodne obravnave. In zdaj bomo šli v zapor. Zato pravim, če imate koga, ki lahko prevzame vodni skuter, ga nam ni treba odvleči. Prosim, gospa, vstanite. Stopite sem, potem še korak tja. Tako. V redu, imela je svojo denarnico. Ja, mi lahko pomaga sneti rešilni jopič z mene. Ja, naj ti snamem rešilni jopič. V redu, zdaj ti bomo sneli rešilni jopič. Imaš spodaj majico? Ne, nimaš. V redu, zdaj ti bom snel eno lisico. To boš dal skozi rešilni jopič in nazaj ven. V redu, to daj skozi rešilni jopič in nazaj ven. Prav. Ko policist, ki je aretiral Lauren, vodi nazaj do svojega patruljnega avtomobila, ga ona še naprej nadleguje glede rezultatov testa treznosti. Ali si ne zaslužim vedeti, zakaj ste se odločili, da sem pod vplivom? Vaše običajne sposobnosti so okrnjene, gospa. Katere običajne sposobnosti? Vaše običajne sposobnosti, sposobnosti, ki jih uporabljate za upravljanje svojega kratkoročnega spomina in motoričnih spretnosti. Ali so me prosili, naj to večkrat ponovim? Ne, to ni del ocenjevanja namigov. Torej, kaj pomeni nezmožnost opraviti nalogo tako, kot je bilo naročeno? Kaj sem naredila narobe? Pri testu prst nos nisi uporabila konice prsta in nisi spustila roke nazaj dol. Imam nohte. Nimam blazinic na prstih. V redu, še vedno lahko uporabiš konico prstov. To smo že doživeli tudi pri drugih. Nisi rekla, naj prst spet spustim ob telo. Sem ga spustil. Rekla sem, ko se dotakneš s prstom nosu, ga takoj spustiš nazaj. Pristopi. 1, 2, 3. Vredaj. Ja, tako je bila Lila obtožena zaradi BUI, vožnje čolna pod vplivom alkohola ali drog. Izrekla je, da ni kriva, vendar je bil primer na koncu opuščen. Naslednja postaja, Miami, Florida. Torej, ura je malo čez 17:30, ko so policisti napoteni na terminal American Airlines na mednarodnem letališču v Miamiju.
In to zaradi poročil o 2 pijanih potnikih, ki nočeta zapustiti letala. Po navedbah nadzornika letalske družbe sta oba potnika poskušala sesti na sedeže v prvem razredu, čeprav nista imela vozovnic za prvi razred. Toda preden si ogledamo več posnetkov s telesne kamere, tukaj je posnetek z njihovega vidika, ki so ga objavili na družbenih omrežjih. Imate svoje vstopne karte? To je noro. Ne, jih nimava. Očitno sva pijani in nočete se ukvarjati z nama. Nimava vstopnih kart. To je v redu. Poglejte. Samo poglejte naju. Poglejte naju. Poglejte naju. Poglejte naju. Ja, oba sta dokumentirala svojo pot na letalo, vključno s stvarmi, kot so stoje na glavi in domnevno tverkanje na mostu do letala. Tako so bila potnika identificirana kot 31-letni Jordan Lantry in 34-letna Sinia Blanchard, znana tudi kot modeli na OnlyFans, Lacey Jane in Sinia Mallory. Zdaj, ko poznate ozadje, želim povedati, kaj se je zgodilo, ko je policija prišla na letalo. Na tej točki sta se oba očitno vrnila na svoja dodeljena sedeža, vendar imajo policisti še vedno nalogo, da ju zaradi njunega vedenja odstranijo z letala. Moje vprašanje. Ali moramo vsem razlagati, če imate vi... Če odklonijo, moram jaz izprazniti letalo. Letališče 2:30. Pozdravljeni. V redu. Imam 2 potnika, ki bi želela prvi razred. Ni pritožb. Navajen sem biti kapitan leta. In sta 2 stvari. Prva 2 potnika, ki sta sedela v prvem razredu. Napačno. Razen pijače, začela sta piti. In potem so jim rekli, naj se vrneta na svoja sedeža. Ampak sta bila že pijana. Zdaj jih prosim, naj pridejo naprej, da lahko govorim z njima. Odklanjata, da bi prišla ven. Torej ne letijo. Prav, ne letijo. Super, ne letijo. Opazoval te bom. Sporoči jim, da morajo izstopiti iz letala. Če ne bodo, bomo izpraznili letalo in jih nato prisilno odstranili. Hvala. V redu, pojdi tja. Najlepša hvala, fantje. Član osebja se odpravi na zadnji del letala, da bi poskušal spraviti obe ženski iz njunih sedežev, vendar to ne gre po načrtih. Ste odklonili? Izprazniti. Moramo izprazniti letalo. Odklanjajo, da bi stopili. Odklanjajo, da bi stopili. Odklanjam. Vsi so čisto zadaj. Bil sem tam in jim povedal, to je 3., da vas prosim, da to storite. Kapitan leta. In to je 4., da vam to govorim. Ne bom šel dal, torej. Samo oni ne. Oni noče. Najprej moram jih vprašati. Če ne bodo, bomo poklicali policijo. Naj jih, hej, Pablo, ja, to bomo naredili, fant. Gremo. Naj jim povedo, da če ne bodo izstopili iz letala, bodo aretirani zaradi vstopa na tujo lastnino. Veš, kar sam jim bom dal ustno opozorilo. Živo, moram govoriti s tabo sprede. Poslušaj, kaj se bo zgodilo. To se bo zgodilo. Če ne zapustite letala zdaj, bom izpraznil letalo in boste aretirani zaradi nedovoljenega vstopa. Razumete? Razumete? Kot sem rekel, bomo izpraznili letalo in vas bom odpeljal v zapor. A razumete to? V redu, ona to razume. Sem ji že povedal. Opozoril sem jo. Ni vstala. Naše manekenke z OnlyFans niso hotele zapustiti letala, zaradi česar so morali potniki začeti izstopati, kar je zelo frustrirajoč postopek za vse vpletene. Kaj se zdaj zgodi? Vsi bomo zamudili svojo povezavo. Ampak če imamo le 30-minutno povezavo in ni več časa. Tam vam bomo morali urediti novo rezervacijo. Moram vprašati za sladkorno bolezen. Kako to dobimo? Kako to dobimo? Ne vem. Si misli? Zakaj si uradno prepričana glede tistih drugih paketov? Jaz ne, potem jim ni všeč. In potem postanejo lačni in vseh me je strah. Ko bo šla mimo, obrnite ljudi nazaj, da lahko tukaj uredimo zadeve. Hej, gospod. Sčasoma častni potniki pridejo po hodniku.
Ja. Vidim jo tamle. Kje je drugi, moški ali dva? Ženski, v redu, pripravljeni smo? Pripravljeni smo, rešili smo celotno letalo, samo nočemo, da pridejo vsi. Kdo je drugi? Daj no, to bomo uredili čez trenutek. Pridi bližje. In? Gospa. Dajte roke za hrbet. Lahko noč. Ja, lahko, počakaj, ja, lahko. Smo pravkar rešili celotno letalo. Ploskajte! Ko sem ti rekel, da zapustiš letalo, takrat bi moral oditi, ko si me odpeljal k drugemu odvetniku. To se je zgodilo. Ja, bom to naredila. Je kot vlak. Te bo zadev? Zakaj si potem tako nesramen? Počakaj, draga. In če bi rekla ne, kaj potem bi prišli, bi še vedno lahko šli na naš let. Bi sploh še kdaj lahko leteli? Ker nisem sedela na pravem sedežu. To počnete, ker nisem sedela na pravem sedežu. Imam video, dobesedno imam vse posneto s tem. Prav. Daj no. Dejansko imam posneto, kako ti reče, da so mu rekli, nekdo pove, ne, to je dobro, ker nisem bila nič. Mami, to je pes. Izganjajo me, ker nisem sedela na pravem sedežu. Vstani, sedi na pravi sedež. Oprosti, samo morala sem na stranišče. Morala sem narediti malo joge na poti v zapor. Torej, Jordan Landry se odloči, da bo začela z nečim, kar sama imenuje joga. Ampak videti je malo drugače, ko je to ujel viralni posnetek s telefona, ki je krožil po družbenih omrežjih po aretaciji dvojice. Ampak rad bi se malo vrnil nazaj in preveril posnetek telesne kamere namestnika, ko odpelje Sydney Blanchard. Ker seveda tudi ona ne more, da ne bi naredila malo joge. No, to je bilo Nikoli več pa ne bi mogli leteti. Ker nisem sedela na pravem sedežu. To počnete, ker nisem sedela na pravem sedežu. Imam video, dobesedno imam vse posneto vsak dan. Oni samo opravljajo svoje delo, opravljajo svoj del, ni njihova krivda. Samo trenutek. Ne, mislim, da mi to v mojem življenju pomaga, da se počutim bolje. Želiš zapeti pesem? Hej, CJ, oprosti, ampak sem tako bogata. Resnično te potrebujem. Ta presica, resno. Imela sem to na posnetku in dejansko je ti rekel, da so mi rekli, naj ti to povem. Ne, le, to je dobro, ker jaz nisem, Vršijo me ven, ker nisem sedela na pravem mestu. Vstani, sedi na sedež. Oprosti. Samo morala sem na stranišče, morala sem narediti malo joge na poti v zapor. Hej, ne sedi na napačnem sedežu, ker te bodo aretirali. Hej, ne sedi v prvem razredu, kaj te bojo aretirali. Tako so bili obe ženski na koncu odstranjeni z letališča. Odpeljali so ju v policijski avto in tako Sydney Blanchard kot Jordan Landry sta bili odpeljani v zapor zaradi obtožbe za prekršek nedovoljenega vstopa. Ampak glejte, v obeh primerih so obtožbe kasneje opustili. Imamo še več incidentov, o katerih moramo govoriti, vendar moram tukaj vas vnaprej opozoriti, prav? Te posebne okoliščine so veliko resnejše kot tisto, kar smo vam pokazali do zdaj. Zato imejte to v mislih, pojdimo naprej. Naslednji posnetek s telesne kamere nas popelje nazaj v Miami na Floridi. Ura je približno 6:45 zjutraj in policisti se odzivajo na nesrečo, v kateri so udeležena 3 vozila. Premakni se! Pej tja, premakni se tja! Ja, tako je bolje. Bremo, ne premikite se, ne, prosim, vsi pejte! Dovolim vam, da pogledate mojo dušo! Če niste videli, kaj se je zgodilo, pejte! Ja, tega ne bom prevzela. Imamo tam še eno osebo. Sekar. Čas. Si tukaj? V redu, tukaj imamo veliko množico. Imam tudi možno 18, mislim, da je ženska na tleh. Držijo jo, ker je hotela pobegniti iz kraja dogodka.
Potrebujem dodatno pomoč tukaj in mislim, da imam 2 v vozilu, ki sta umrla. Nisem prepričana. 2 osebi sta bili ubiti. Družina jih je identificirala kot Abrahama Ismaila Molina Cruza in njegovega prijatelja Jezusa Rubija. Abrahamova partnerka Juanita Hernandez je bila prav tako v nesreči. Preživela je in povedala, da so bili na poti v službo, ko se je zgodila ta nesreča. Mimogrede, voznik tretjega avtomobila je bil poškodovan. Po nalogu za aretacijo voznik Mercedesa sploh ni poskušal upočasniti. Namesto tega je bil, kot kaže, plin pritisnjen do konca, avtomobil pa je vozil več kot 80 km/h, ko naj bi prevozil rdečo luč in trčil v srebrni Suzuki ter črni Range Rover. Osumljenka je identificirana kot 24-letna Macy Marie Lathers, samooklicana Instagram manekenka, ki je domnevno poskušala zapustiti prizorišče nesreče, a so jo ustavili mimoidoči. Zdaj jo varujejo na tleh in so ji nadeli lisice. Kaj se videla? 2 tutija, roza. Lej, droge, on je na vogalu, pejdi v bel avto. Pejdi v avto. Moj telefon. Aj, o moj bog, to je prekletstvo v beli hiši. 18, 60, 91. Ja, tako pravijo. MGMA. O moj bog, prav Jim, mislil sem, da si nekaj rekel. Kaj se dogaja? Za trenutek poskušamo spraviti oboževalce noter in ven iz sobe. Res si moral vzeti 3, bili so na poti. To je prvič, da se srečava. Hvala. Ni tvoj. Mislim, samo da preverim enega od vas. Rekel sem, da imate v Miamiju in 9 nekaj, zaključujete na vrhu. Teme. No, za 3 ste v Miamiju in 9 in vi imate tudi. Glavni je tukaj kot. Prav tako, v redu, tukaj je Miami. Ne delaj tega. Ne delaj tega. Ne delaj tega. 4, 3, 6. 5, 7 na 1 in 8. V obe smeri. Imamo požar. Miami, koga imaš na 8, 3? In 7. Shod do spot. Je v mojem sefu, ne morem ga odnesti v avto. Danes večer bi mogel biti 21. Ne, živimo, ker ne bi bil material. Se. Te male ptice. Zavedno. Ark, ustvarjati moramo. Več. To bo preprosto tako. Moraš govoriti z mano. Ne. Pridi okoli na drugo stran. Bočni položaj. Ona je to. Ona je. Sprosti se. Sprosti se. Kaj želiš narediti? Zdaj prihajajo. Zato se moraš sprostiti. Me bodo peljali. Me do enega. Ostani tako, prav? 45:10, referenca, potrebujem pomoč. Slišiš to? Preveri enega od potnikov v vozilu. Ona ima Miami in A. Miami na jugu. Samo stani, koliko sem ti rekla. Prav. Stani tako, glej tja. Gospa, lahko stanete tukaj in gledate tja. Kaj ti 40-krat? Poravnajte to nogo. Počakaj. Gospa. Sprostite se. Ja. Je v redu, kaj ne? 25:17, ne, tudi jaz te imam rad. Kaj se dogaja? Lahko uredimo vse v zvezi z njo. Verjetno ne bom mogla hoditi. Moje ime je Mercedes. Pomiri se. Pomiri se. Prihajam iz prihodnosti. Neverjetno. Christopher, lahko živiš na moj račun. Ali si na droga? Ja. Divace. Dali so injekcijo. Imaš kaj tlak na vratu, draga? Krpej, pokaži vrat, draga. V redu, zakaj imaš roke za hrbtom? Lahko dvigneš loke? Ja, ker je moj beli Mercedes zgrajen. V redu, lahko dvigneš desno roko?
Pa Kenjana je, v redu, prav. V redu, pripravili jo bomo. Naredili bomo ceno, sam preverjam, da nima kakšne poškodbe. Poskušam se prepričati, da ni kot šala. V redu, zdaj pa daj roke. Sprosti se. Spomni se, rekla sem ti, da se sprostiš. Vstani. Dviganjo, v redu. Dviganjo. Sedi. Zdaj za trenutek bom šel nazaj in grem za malo. Je ona primerna za vas? Šef, kak slabi ste vi, fantje. Počakaj malo. Pripeljali jo bomo tja. Prvo vozilo bo električno orodje, borbena barva PLA, ki objema Mercedes. Prva dejavnost v tandemu, Yankee Top Gun Indija. Ni problema. Zdaj ti bom priskrbel še drugo, ja, dobil bom povezavo. Pejdi. Go. Hej, Alex. Jo zdaj premikate. Ja, bomo jo pregledali zadaj, potem pa jo bomo odpeljali v bolnišnico. Policisti poskušajo ugotoviti, ali ima Ledersova kakšne poškodbe. Takrat razkrije, da je vzela drogo ali pa naj bi vzela drogo, znano kot 2C. Poznana je tudi kot roza kokain. Po poročilu medicinske fakultete NYU, objavljenem leta 2023, je to običajno kombinacija različnih drog. Ketamin, ekstazi, kokain, metamfetamin, opioidi in včasih druge psihoaktivne snovi. Raziskovalci pravijo, da je njena roza barva zgolj estetska. Je samo za videz. Po navedbah tožilcev je toksikološko poročilo Ledersove pokazalo različne droge v njenem telesu, alkohola pa niso našli. Medtem pa Ledersova v reševalnem vozilu očitno povzroča težave reševalcem. Mason, veš, kje si? Ne, ja, sem tukaj. Kje? Tukaj. Kje si? Zemlja. Streha? Zemlja. Zemlja. Ja. Vsi smo na zemlji. Veš, kje si? V katerem mestu smo? Miami. In veš, kaj se je zgodilo? Se spomniš, kaj se je zgodilo? Ja. Umrla sem. Pojdi do avta. V redu. Ja. To je avto. Je v avtu. To je... Smo. Ali ste imeli kakšne droge? Ja, roza. Roza 2C flux. Kam ste šli? Ja. Prosti se. Poskušamo ti pomagati. Sprosti se, prav? Poskušamo ti pomagati. Sprosti se, prav? Povej mi. Zunaj. Pejdi ven. V redu, pridi nazaj noter. Pridi nazaj. Noter. Potrebujemo te zunaj. Pojdi pogledat telefon. On ne krvavi. Ljubi sebe. Vsak ima drugačen obraz. Odgovor je v kriptu. New York, ne, Sprosti se, prav? To je prekletstvo. Hudič obstaja. Later se pripeljejo v bolnišnico na pregled. Kasneje so jo pridržali v zaporu zaradi več obtožb, vključno s 3 točkami vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja, povzročitve smrti ali poškodbe, 1 točko pobega s kraja smrtne nesreče, 2 točkama povzročitve smrti iz malomarnosti z neustavitvijo, 1 točko nevarne vožnje s povzročitvijo hude telesne poškodbe, 2 točkama povzročitve smrti pod vplivom alkohola z neizkazanjem pomoči in 1 točko povzročitve telesne poškodbe pod vplivom alkohola. Izrekla se je za nedolžno glede vseh obtožb in avgusta se mora ponovno zglasiti na sodišču. Nazadnje, a nič manj pomembno, ostajamo v Miamiju na Floridi, kjer policisti posredujejo v stanovanjskem kompleksu zaradi prijave o družinskem nasilju. Je kdo tam zgoraj? Ja, varnostniki so tam z 2 stanovalcema. Policija je 5-krat vprašala, ali je v redu, in 5-krat sta se pretepali. In do danes je ta nor, je nezavesten, ves v krvi. Tukaj imam slike. Zakaj kričijo? Se prepirajo? Ne. Ne, on je nezavesten in ne vem, ali ga je kdo zabodal ali kaj podobnega. Policisti se prebijajo do tega kaotičnega prizorišča. Come on. Pridi sem, stani, kaj?
Stani, takoj stani, takoj stani. Zakaj ga moraš držati po konci, a ne? Jaz ga samo želim držati po konci. Takoj stani. Takoj stani. Draži, zbudi se. Zbudi se, prihaja. Kaj da mu to? Kerni, Courtney. Samo drži ga po konci. Kerni, poslušaj me, stani. Pojď stan. Dejno, moš spraviti vse noter. Prosim, pojdi, grem. Vstani takoj, skoči na tla, pomagal mu bom vstati. Ne morem. Tega ne morem dopustiti. To je moj cilj. Počakaj. Nisem bila jaz. Počakaj. Hej, oprostite. Kaj se dogaja? Sprosti se. Kaj? Kaj počneš, mulj? Pojdi. Fanzi, prosim. Sprosti se, sedi. Ne slišim. V redu, sedi. V redu. Samo dovoli mi, sedi. V redu. V redu. Kaj za vraga je vse to? Vprašajo, kaj se je zgodilo. Vidim samo rana na rami, to je vse, kar vidim. Kaj se mu je zgodilo? Jaz sem reševalna enota 195. Takoj, imamo nezavestnega moškega. Stanovanje je polno krvi. Osumljenka je identificirana kot nekdanja OnlyFans manekenka Courtney Clenny, znana na spletu kot Courtney Taylor. Očitno je bila prekrita s krvjo, ko je policija prispela. Sedi. Bonkar, samo prestrašil si me. Sedi. Ni mrtev, kaj ne? Ne vemo, ne, pravkar ga peljejo v bolnišnico. Trenutno je v bolnišnici. Moram biti z njim v bolnišnici. Ne greš noter. Zakaj? Ker izvajamo preiskavo. Bilo je brezplačno, bila je samoobramba, moja mama je bila na telefonu. Povedal si, poslušaj, detektivi prihajajo. Pogovoril se bo z njimi in jim vse razložil. Ampak bom prekrita s krvjo, izgledam noro. Držala sem ga medtem, ko je brizgala kri. Poskušala sem ustaviti krvavitev. Počakaj. Zato potrebujem, da mi natančno razložite, kaj se je zgodilo. Potrebujem, da ostanete mirni, v redu, in mi natančno razložite, kaj se je zgodilo. Meni prav, samo zdi se mi, da mi bo slabo, ker se bojim, da bi lahko... Mislila sem, da ste ga nesli ven v vreči za trupla. Ja. Ker ga nismo mogli dati na nosila, ker je premajhen prostor. V redu, dobro je to vedeti. Res se želim biti tam. On mi želel, da sem tam, jaz... Razumem to, ampak zdaj potrebujem, da govoriš z mano. Potrebujem, da mi razložiš. V redu. Torej, razšla sem se z njim pred približno 1 tednom. Moja mama je prišla ven. Samo da veste, oba živita tukaj. Je na moje ime, ampak on živi tukaj. Torej, mi, oprostite. Ampak, ali vi ostajate tukaj? Ja, nameravali smo se preseliti, ker, on je nameraval dobiti zlatega prinašalca. V redu, ampak ti... Prišel si sama, si bil že danes tukaj, si bival tukaj. Bili smo že tukaj. Ona živi? V redu. Mi smo bili že tukaj. Torej, razšla sem se z njim pred približno 1 tednom. In zadrževal se je po stanovanju. Moja mama je bila tukaj, da mi pomaga, da spravim ven, ampak jaz ga nisem hotela vreči ven. Sprosti se. Bi se lahko sprostila, že začenjate igrati. Na kaj? Samo začni. V redu? Torej sta se razšla pred približno 1 tednom. Ja, in potem me je moja mama včeraj vprašala, ker sem rekla, da bo vse v redu. Da je med nama konc, pač. In potem je prišel, da bi se pogovoril z mano in jaz pa sem si mislila, veš... Vse je v redu. Ampak vse je v redu in potem sva se začeli prepirati in danes sva se spet začeli prepirati in on me je pritisnil v steno. Ni delal k steno, v redu. Ampak danes sta se začela prepirati glede, ali je to celotna velikost in potem prav... V redu, no, to se je zgodil že 2-krat prej, ni nič tazga, nikoli me ni poskušal ubiti. Veš, samo davljanje je bilo. Me je pritisnil v steno, veš? V redu, torej sta se začela prepirati. Po čem sta se prepirala? Ne, nočem ki lagati, zato zdaj res ne morem iti... Povedati. V redu, torej sta se začela prepirati. Kaj se je potem zgodilo? Me je vrgel ob steno in me davil, gledaš tako, ampak nikoli me ni davil tako, da bi bilo res noro, ampak takrat nisem mogla dihati, potem me je položil na tla, torej te je vrgel ob steno, potem me je položil na tla in me davil, to se je zgodilo še 2-krat prej. Ti je kje rekel, kot naprimer... Tak izraz na obrazu, kot da me je bilo res strah in sem ga poskušala spraviti sebe, pa ni šel dol, potem pa je šel dol. Potem sem poklicala mamo. V redu. In potem sem šla v drugo sobo in sem se pogovarjala z njo. In sem jokala in govorila kot, nekaj se je zgodilo, ne vem, kaj se dogaja s Kristjanom.
in sem samo jokala pač. In potem sem šla v kuhinjo. In je planil proti meni. In sem rekla, kot vrgla bom to vate in on reče, naredi to in potem plane proti meni. Ampak bil je daleč stran in nikoli v milijon let nisem mislila, da bi, kot jaz sem prestrašena. Vrgel je kip vate. Ne, ni bilo tako. Rekla sem kot, samo držala sem, da bi pokazala, prosim, ne približuj se mi. V bistvu, ker Bog ne dej, da bi kdaj kaj takega povedala nekomu, ki ga imam rada, zato se mi ne približuj. V redu, in potem? In ves čas sem bila po telefonu s svojo mamo. V redu, in kaj se je potem zgodilo? In potem je samo pritekel proti meni in jaz sem vrgla. Vrgla sem to, ampak bil je daleč stran. Ampak kot da, jaz sem bila prestrašena, ker je prihajal proti meni in me je samo zagrabil za vrat. Torej, vrgla si nož van, ampak bila sem tako prestrašena in poskušala sem biti tiho. Ko so slišali Klenijevo plat zgodbe, so jo v Lisicah odpeljali iz stanovanja, a ne preden se je poslovila od svojih psov. Moram iti v bolnišnico, res moram. Morate nam dati. V redu, ampak ali lahko gremo v bolnišnico? Seveda. Še nismo končali, gremo v bolnišnico. Ali se lahko poslovim? Ali se lahko poslovim od svoje psičke? Takoj se vrnem, prav? Takoj se vrnem, prav? Ne skrbi. Takoj se vrnem, prav? Kleni je bila posajena v policijski avto in odpeljana na policijsko postajo. Wow, to izgleda kot pisarna Dax Dexter. Poglej to. Še nikoli nisem bila v čem takem. Poglejmo, To naj bi bila policijska postaja v Miamiju, da naredimo. Naredimo šalo v takšni bedni situaciji. Toda Klenijeva drža se očitno nekoliko spremeni, ko jo pripeljejo v zasliševalnico, kjer izve za usodo svojega fanta, 27-letnega Kristjana Obomselja. Obveščati vas moramo, da Kristjan ni preživel. V redu? Nažalost so zdravniki naredili, kar so lahko, in Kristjan je mrtev. Ja. Ampak. To ni res, kaj ne? Prav. Kristjan je umrl. A lahko dobim objem, ali mi je to dovoljeno tukaj? Seveda, ja. V redu je. Ne. Ne, prosim, pomiri se. Pomiri se, samo naredi. Samo globoko vdišni. Prav? Moram objeti svojo mamo. O tem bom govorila s tvojimi starši. Ne morem biti sama v sobi. Ne boš. Potem jaz, ne, to ni res. To se ni zgodilo. To ni res, kaj ne? To je. Resnično je. Kristjan je mrtev. Da, ne boš mi lagal. Vem, samo ne morem verjeti. Torej, Courtney Clenny je bila pridržana v zaporu zaradi obtožbe za umor 2. stopnje in od takrat se je izrekla za nedolžno. Od takrat je zaprta, saj se postopek počasi približuje sojenju. Bomo videli, kaj se bo tam zgodilo. To je vse, kar imamo za vas v tej epizodi oddaje Sidebar. Hvala vsem, da ste se nam pridružili. In kot vedno, prosimo, naročite se na YouTube, Apple Podcasts, Spotify ali kjerkoli poslušate svoje podcaste. Lahko nas spremljate tudi na NBC-jevi platformi Peacock. Če me želite spremljati, sem na X, Instagramu in moji oddaji News Nation, Jesse Weber, v živo od ponedeljka do petka ob 23. uri po vzhodnem času. Se vidimo naslednjič, vsi skupaj.